Spoštovane gledalke in gledalci, tokrat v repliki gostimo župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča. Lep pozdrav. Lepo pozdravljeni vsi. Dr. Matic Tasič je župan občine Prevalje vse od leta 1998, takrat se je namreč razdružila občina Ravne Prevalje. 20 let vodenja občine je spoštovanja vredno, kajti župana izvolijo občani neposredno, kar pomeni, da mu ob vsaki izvolitvi potrdijo minulo delo, podelijo mandat za vodenje občine tudi v prihodnjem 4-letnem mandatu. Za 18. novembra 2018 so razpisane lokalne volitve, kar pomeni, da smo tako rekoč že vstopili v volilno kampanjo. Verjetno ste že strnili oceno vodenja občine v mandatu, ki se izteka, in kako ocenjujete minulo iztekajočo 4-letno obdobje vodenja občine? Zdaj, mi smo v začetku nastanka občine pred 20 leti zastavili eno tako široko razvojno vizijo občine Prevalje, ki jo zasledujemo v vseh teh mandatih. In vsak mandat seveda prinese za sabo nekatere bolj pomembne in cel kup manj intenzivnih stvari, ampak vse v okviru te razvojnega koncepta, ki smo si ga zastavili. Zdaj, bilo je rečeno, da občani potrdijo delo, potrdijo mandat. To seveda nikoli ni delo samo župana, ampak je to delo župana, občinske uprave, občinskega sveta, vseh tistih, ki sodelujejo in ki so člani raznih komisij in odborov, krajevnih skupnosti, člani društev. To je v bistvu ena velika povezana družina, ki deluje za razvoj občine Prevalje, tako da župan je mogoče tisti, ki včasih usmerja, ki včasih mogoče malo korigira, ki posluša, in jaz glede na te potrditve do zdaj, jaz mislim, da smo se dobro poslušali in smo dobro postavili stvari, tako da če primerjamo občino Prevalje pred 4, 8, 12, 16, 20 leti, potem nekdo, ki pride, vidi ta preskok, ta bistvene spremembe na samem kraju Prevalje, pa ne samem v mestu Prevalja, ampak tudi v posameznih krajevnih skupnostih, Leše, Šentanev, Holmec, Poljana in še v ostalih delih občine, ker smo pač zastavili to vizijo enakomernega razvoja celotne občine. Včasih kdo reče, pa dajmo kaj več v centru narediti, ker je več ljudi. Seveda, se trudimo delati tudi znotraj centra, kar je potrebno, ampak moramo seveda skrbeti za približno enakomeren razvoj. To pomeni, da so ljudje zadovoljni z svojim standardom tudi v vseh delih občine, ki pač sestavljajo občino. To pomeni, da ste z vsemi temi deležniki, ki ste jih navedel, v dobrih odnosih, dobro sodelujete, in rezultat tega je tudi seveda uspela politika v občini. Ja, sej brez vseh teh ljudi ne gre. Sam si samo en kamenček v mozaiku celotne zgodbe, ki, seveda, kot sem že prej rekel, včasih usmerjaš, včasih poslušaš, včasih mogoče malo bolj trdo kaj primeš, ampak na nek način tisti del vodenja, ki ni neko absolutistično vodenje, ampak v smislu tega, kaj je za nas in za Prevalje najboljše za naše občane, za standard bivanja, in glede na to, da je interes po bivanju občine Prevalje izjemno velik, da je težko priti do stanovanja, nakupov stanovanj, kaže na to, da je interes po bivanju v občini Prevalje izjemen, tudi število občanov narašča na Prevalje, tako da na te stvari smo na nek način ponosni na vse to, kar smo izgradili na področju komunalne infrastrukture, na področju družbenih dejavnosti. Seveda pa vedno so projekti, ki tečejo, ki se na novo postavijo. V viziji, razvojni viziji so še dobri razvojni projekti in peljali jih bomo naprej, če se bojo seveda občani tudi za naprej tako odločili. Ampak ne glede na to, kdo je v občinski upravi, kdo je v občinskem svetu, je ta politika tako zastavljena, da stvari bojo in lahko tečejo normalno naprej. Pa če bi sedaj navedel tiste najbolj uspele zadeve, ki so vam zaznamovale ta zadnji mandat v občini, in
ki so resnično neka dodana vrednost za občane. Bi lahko tukaj. V tem zadnjem obdobju smo obnovili, energetsko sanirali vse osnovnošolske objekte. Pomeni, da smo jih izboljšali, jim standard popravili in naredili prostore take, da naši učenci z veseljem, skoraj vsi z veseljem hodijo v šolo. Ta standard, ki jim ga nudimo našim učencem na področju šolske dejavnosti, tudi na področju kulture in športa, je izjemno velik in seveda tega nadaljujemo. To smo v preteklem mandatu naredili. Potem seveda obnovo stadiona z vsemi vso infrastrukturo, ki je potrebna, šolski prostor za šport v okolici šole, izgradnja novega vrtca. To so, mislim, da dosežki, ki seveda je ta pikica na i in ki so najbolj pomembni za to, da so odločitve bile prave. Polni so prostori otrok v vrtcu in v šoli. Skratka, vlagate v mlade, pa v občane, če bi tako povzel tole. V bistvu res, sej ti moraš gledati, kakšno je zadovoljstvo občana. Občani so pa od najmanjših v vrtcu do najstarejših v domu starostnikov ali doma. Za vse skušamo najti nekaj, kar je najbolj pomembno, da bo bivanje in življenje in standard in občutek, da so nekje zaželeni, ta pravi. In na nek način ta občutek imam, in to tudi ljudje večkrat povejo, da je luštno biti na Prevaljah, seveda pa je potrebno še marsikaj tudi narediti. Lek je najavil in tudi pričel z izvajanjem investicije na Prevaljah, ki je bila, tako kot smo jo ocenjevali, izrednega pomena tako za Prevalje kot širše za Koroško. Sočasno je tudi gimnazija Ravne na osnovi pričetka te investicije pa najave pridobila oddelek farmacevta in ga bo v tem letu pričela tudi izvajati, oziroma ga že izvaja. Pa seveda bi vas vprašal zdaj, investicija je ustavljena in v tem trenutku kroži pač kar veliko takšnih pa drugačnih mnenj in lahko vi kaj več o tem poveste, zakaj se investicija ustavlja in kakšna so predvidevanja za prihodnje? Težko, verjetno nisem jaz pravi naslovnik za pravi odgovor. Po Prevaljah, po Koroški, Sloveniji krožijo različne informacije, take in drugačne. Jaz lahko operiram samo s tem, kar nam je informacije vodstvo Leka dalo, oziroma Novartisa, vodstvo Leka v Ljubljani in na Prevaljah. Gre za to, da so v tem času, kar je bila investicija, bila izjemno ambiciozno zastavljena. To je investicija skoraj 110 milijonov evrov vredna investicija, ki bi tehnološko izpopolnila proizvodnjo amoksiklava in seveda povečala in poenostavila to proizvodnjo. V tem času so se spremenile razmere tako na globalnih trgih, na katere trge pač Lek oziroma Novartis prodaja svoj izdelek. Potem poskušajo uvesti na nek način še bolj sodobno, kontinuirano tehnologijo proizvodnje tega amoksiklava. Iščejo tudi druge bolj enostavne stvari. Investicija v bistvu, bi rekel, je zaenkrat zaustavljena do dokončne odločitve. Ta dokončna odločitev naj bi bila nekje konec leta, ampak jaz sem prepričan, da Lek oziroma Novartis, tako močna in velika inštitucija, svetovna inštitucija, si ne bo privoščila, da je zgradila objekt toliko in toliko milijonov vreden in da bo ta objekt prazen. Jaz sem prepričan, da ta objekt bodo čim prej zapolnili, da bo prišlo čim prej do odločitve. Seveda spremenile so se tudi vodstvene strukture v samem Novartisu, pa seveda razne take zgodbice, ki jih slišimo od političnih, Palestina, Izraeljanih in drugih in tretjih. Seveda vsaka zgodbica, ki je tako ali drugače lansirana, je pač določen kamenček v mozaiku celotne odločitve, ampak mislim, da so glavni razlogi v tem ta uvedba popolnoma nove tehnologije in to se mi zdi smiselno in pametno in razmere na trgu, ki so
relativno stabilne s temi carinami, pa zato v bistvu svetovno trgovinsko vojno, kar nam vsem skupaj ni v prid, v bistvu na koncu vedno najkrajšo in najslabše potegne potrošnik. Tole, če bi vas povzel, bodimo optimisti in verjemimo, da bo ta investicija stekla in da bo v neki bližnji prihodnosti tudi realizirana. Jaz sem tudi optimist, ker ne samo za Koroško, za občino Prevalje, za celo Koroško, za celo Slovenijo je ena taka investicija 110 milijonov evrov vredna investicija in svetovne znane firme, multinacionalke, je izjemno pomembna za celoten slovenski prostor, zato je tudi vlada prisluhnila in tudi z manjšim deležem pomagala pri tej investiciji, tako da to je izjemno pomembno. Izjemno pomembno je za nove zaposlitve, hkrati pa je izjemno pomembno tudi za celotno lokacijo, za proizvodnjo tukaj. Če ti ne posodabljaš, ostaješ od zadaj in ko enkrat ostaješ od zadaj, veš, kaj se ti lahko na trgu zgodi. Na Prevaljah smo imeli v predprejšnjem stoletju največjo železarno za proizvodnjo železniških tračnic, ki je izkoriščala prednosti, tehnologijo, inovacije v tistem obdobju do 1899. leta. In ko je ta prednost izgubila, se je zgodilo to, da je čez noč bila fabrika pravzaprav zradirana z tega prostora, družine priseljene v Donovic ali Obn in ustavljena proizvodnja, največja proizvodnja tračnic za železniških tračnic v Avstro-Ogrski. V tem prostoru je veliko občanov z mešanimi občutki spremljalo razdružitev javnega komunalnega podjetja Prevalje. Ravenski župan ocenjuje ustanovitev javnega komunalnega podjetja Ravne kot zgodbo o uspehu. Kakšno je to vaše mnenje? Zdaj, jaz seveda ne morem ocenjevati, nisem tisti, ki sem poklican za to, da ocenjujem uspeh ali zgodbo o uspehu ravenskega komunalnega podjetja. To boste verjetno Ravenčani, tisti občani, ki čutite delo javnega komunalnega podjetja Ravne. Zgodbe okoli komunalnega podjetja Log so bile take in drugačne, ampak izgleda, da smo morali iti skozi neko zgodbo prestrukturiranja, tako ali drugačno, ker lahko rečemo tudi, da javno komunalno podjetje Log zdaj v tej obliki na ta način izjemno dobro posluje, racionalno, nima več, bi rekel, v tem trenutku nekih likvidnostnih težav, ki so bile blazne z najemanjem kredita v preteklosti, z neplačevanjem tekoče. Občani zaenkrat so zadovoljni s storitvami. Kako pa naprej? Se bomo skupaj sedli, saj lastniki javnega komunalnega podjetja Log so tudi Ravne, pa tudi Črna, Mežica je med tem izstopila. V določenem času se pač pojavijo določene stvari, ki so lahko prednost, lahko so minus. In mi bomo iz teh dobrih zgodb, ki na nek način peljejo, poskušali narediti še boljšo zgodbo. Fej smo se usmerili zdaj v določene stvari kot Barbara, naša skupna zgodba. To investicijo je seveda v glavnem na plečih občine Prevalje skupaj z Ravnami, ampak mi smo uspešno kandidirali in pridobili ta nepovratna sredstva za to, ta velik zalogaj, skupen zalogaj, in o tem seveda bomo skupno se pogovarjali, kako je najboljši za nas, za naše občane, da dobimo najboljšo storitev za najnižjo možno ceno, tako v komunalnem podjetju Log ali v komunalnem podjetju Ravne. Je pa bilo prav, mi smo imeli pri nas v občinskem svetu kar malo, bi rekel, tako bitko, ali ustanoviti svoje komunalno podjetje ali ga ne ustanoviti, razlogi za, razlogi proti, smo bili malo razdvojeni, ampak na koncu sem seveda jaz malo bolj trdo zastavil stvari in nisem bil za to, da gremo v realizacijo. In ta zadeva zdaj v preteklem letu in kar se zdaj dogaja, je pokazala, da je bila ta odločitev prava, da občani še vedno dobivajo dobre storitve za cene, ki smo jih seveda celo navzdol malo korigirali, in daje seveda možnost še bolj racionalnega pristopa k tem stvarem. Če bi pa seveda vsak svojo malo zadevo še ustanavljati, so pa
sami fiksni stroški toliko veliki in s tem smo mi tudi takrat prikazali članom občinskega sveta, da v tistem trenutku bi bilo nesmiselno in bi bil prevelik pritisk tudi na občinski proračun, ker bi moral občinski proračun dajati garancije za najemanje kreditov, za poslovanje, ampak, glejte, ne samo po sreči, včasih se ti kaj posreči, se tudi odločitev posreči, ampak delo delavcev v javnem komunalnem podjetju Log, v občinski upravi, pri nas, naših svetnikov, je pač rezultiralo k temu na koncu, da smo uspešno to prestrukturiranje peljali in da je javno komunalno podjetje Log pripravljeno za nadaljne korake v eno tako pozitivno smer, vse v korist občanom, ker pa javno komunalno podjetje ima tudi Barbaro, ker je, kot sem že rekel, investicija, gre nam skoraj proti 1 milijonu evrov ta investicija in glavnina je seveda nepovratnih sredstev za sanacijo plazov, zato se lotevamo tudi te grape, ki je bila še mogoče pred kakim letom nemogoče si zamisliti, da jo lahko postavimo in posaniramo cesto na Barbaro. Neke stvari bomo naredili in te stvari, ki jih delamo za naslednjih 50-100 let, ne samo od danes na jutri. No, to, če povzamem, potem tako pri vas kot v Ravnah lahko ocenjujete, če so občani vsi sedaj obremenjeni z nižjimi stroški, je to sigurno potem uspela poteza, tako veliko, če se tako izraz, za obe dve občini, ki sta bile ključni pri tem razdruževanju. Ampak cela zgodba z javnimi komunalnimi podjetji nikoli ni zaključena, vedno se kaj dogaja, vedno se iščejo boljše rešitve v korist občanov in tudi tu še nobeden ni rekel zadnje besede, saj nikoli v življenju ne moreš reči zadnje besede. Ste tudi koordinator izgradnje pripotrebne tretje razvojne osi oziroma cestne povezave Arja vas, pa rekel, vse do Holmeca, če tako rečem. V zadnjem času to zelo izpostavljeno inicijativo vodi Mladinska iniciativa, pa vas kot koordinatorja vprašam, ali sedaj verjamete oziroma so zdaj zadeve tako daleč postavljene, da bomo tudi z neko realnostjo vstopili v leto 2019, pa rekli, sedaj se pa res pričenja gradnja, ali kako vi iz prve roke kot koordinator lahko poveste to stvar? Mi smo pred leti ustanovili odbor za izgradnjo tretje razvojne osi, jaz sem v tem trenutku predsednik tega odbora, ampak odbor za izgradnjo tretje razvojne osi sestavljajo tako lokalna skupnost kot gospodarstvo in civilna iniciativa. In takrat, ko je seveda civilna iniciativa, ko smo jo vpeli v odbor za izgradnjo tretje razvojne osi in ko je civilna iniciativa za izgradnjo, mladinska iniciativa za izgradnjo tretje razvojne osi začela intenzivno delati, takrat seveda je bilo celemu odboru in meni tudi dosti lažje. Ko smo s to zgodbo začeli, smo imeli težave tudi na samem svetu Koroške regije, ker so bile pač ideje o tem, dajmo mi kar obnoviti stare ceste, pa bodimo zadovoljni. Jaz peljem to zadevo skozi v smer, ki je bila zastavljena. Koroška rabi tretjo razvojno os, ne jutri, danes in včeraj. In rabi sodobne cestne povezave, ne samo zaradi hitrejšega razvoja Koroške kot regije, ampak zaradi pretoka tudi ljudi iz centra na Koroško in obratno. Pomeni, ko bo enkrat zgrajena tretja razvojna os do Ljubljane, ne bo več trajala pot 2 uri in več, odvisno od tega, kaj se zgodi, ampak da boš ti lahko iz Prevalj v Ljubljano prišel v 1 uri, to pa je že normalno, to si lahko služba. Tu in tam živiš, tu in tam si v tem okolju in to je tisto, kar je seveda izjemno pomembno in kar v preteklosti država, ki je močno centralizirana, ni razmišljala o tem, kaj to pomeni. Zdaj so stvari tako postavljene, da res v zadnjem letu in pol ali pa letu dni so se naredili bistveni premiki, ki imajo osnovo v tem protokolu, ki je podpisan z ministrstvom, hkrati pa seveda z samimi ukrepi, ki bo nekdo malenkosten pa bi rekel, ja, malo kasnijo, pa kak mesec kasnijo, ampak če v 10 letih nismo uspeli, zdaj tudi kak mesec ne bo problem, če bo malo dalj trajala cela zgodba. Na odseku avtocestni križ Velenje Slovenj Gradec je sprejet DPN, je v bistvu bil razpisan
projektiranje 4-pasovnice na odseku do Slovenj Gradca. Ko smo mi štartali odbor za izgradnjo s pogovori z ministrstvom pred letom in pol ali pa pred 2 letoma, smo se pogovarjali o 2-pasovnici od avtocestnega križa do Velenja. Da ne govorim kaj od Velenja naprej. Zdaj imamo 4-pasovnico, projektira se na odseku Velenje-Slovenj Gradec, se projektira 4-pasovnica, projekt je vreden nekih 15-16 milijonov evrov, ni pa dan podpisan še pogodba o projektiranju odseka Velenje-avtocestni križ, ki je vredna nekje okoli 9 ali 10 milijonov. Zaradi tega, ker je pač tam ustavna pritožba, ustavno sodišče v teh dneh je že sprejelo in začelo delati na tej ustavni pritožbi, in takrat, ko bo to rešeno, jaz upam, da bo pozitivno, da bojo lahko projektirali, kar pomeni, da je osnova, da se konec leta 2019 lahko začne fizično z izgradnjo na lokaciji od Slovenj Gradca do Velenja, tako ali tako pa tudi do Velenja, do avtocestnega križa. Medtem je bila, samo to še povedal, je ministrstvo dalo, oziroma Dars delo analizo, kaj na odseku Slovenj Gradec-Dravograd in Dravograd-Holmec. In ta analiza je bila pa v letošnjem letu pred mesecem, 2 mesecema predstavljena, ko je bil bivši minister dr. Gašperšič Prevalja, je bila predstavljena, in to, kar smo dosegli, v bistvu, vsi skupaj, je to, kar smo si želeli, smo upali, ampak nikoli nismo bili pripričani, da bo usmeritev taka, da je najugodnejša varianta 4-pasovnica do Dravograda, približno taka kot DPN, ki ni bil sprijet, a ne, se bo ta DPN nadaljeval. V Dravogradu gre na področje Selovca, pomeni malo je modificirana. Od Dravograda pa do Ravn 4-pasovnica, pomeni, da v gospodarsko središče Koroške regije pripeljemo 4-pasovnico, kar smo seveda upali, zahtevali, ampak niti v sanjah si nismo mislili, da bomo uspeli to narediti. Od železarne naprej, skozi mimo Prevalj do Holmca, pa nova 2-pasovnica v severni strani kot tunelska varianta mimo Prevalj. In prepričan sem, zdaj se je že začel postopek umeščanja v prostor, da pri umeščanju te variante, ki je predlagana kot najboljša varianta izmed 13 variant, ki so jih delali, je ta varianta najugodnejša po prostorskem, gradbeni, tehnični zakonodaji, izvedbi, po sociološkem in tudi iz ekonomskega vidika najustreznejša. Pomeni, če je iz vseh vidikov najustreznejša, da se bo tudi ta umestila v prostor. Nekje leto pa pol, 2 leti bo ta postopek trajal, potem pa seveda nadaljevanje, sprejetje DPN-ja in projektiranje in začetek izgradnje, tako da računam, da ko bomo šli proti zaključku trase od avtocestnega križa do Slovenj Gradca, bomo že pripravljeni za štart Slovenj Gradec-Dravograd oziroma Dravograd-Holmec, seveda tudi na različnih odsekih, tako da računam, da pa v enih 8-9 letih bi pa morali iz Prevalj se voziti po 3. razvojni osi, če bojo šle stvari tako, kot so šle v zadnjem letu. Nekot tudi ministrica, nova ministrica, gospa Bratuškova, podpira in pravi, da je 3. razvojna os tudi njen, en izmed osnovnih projektov, poleg nekaterih drugih še, drugi tir, ampak 3. razvojna os je ključna, mislim, da tudi za to ministrstvo in za to vlado, in da ne bo treba prepričevati tako kot na začetku prejšnje vlade, se spomnite, kje smo bili, kakšne so bile ideje, kakšne so bile izjave, češ da Korošci tako ne rabimo hitre ceste, 3. razvojne osi, ker bojo vsi se odselili in ne bo na Koroškem nobenega. Mi delamo ravno obratno, zaradi tega, da bo tukaj več ljudi, da bo imeli večje možnosti. In zato jaz mislim, da je to, kar smo skupaj v odboru za izgradnjo 3. razvojne osi, Svet Koroške regije, posamezne občine, posamezni župani, vsi skupaj seveda naredili ogromno. Je pa ta preskok, ta bistven vsebinski preskok se naredil takrat, ko je seveda mladinska iniciativa, ki je malo manj obremenjena, pa so malo mlajši, intenzivni z svojimi akcijami, ki jih še zdaj počnejo, hvala Bogu. Ampak tudi ta civilna iniciativa je mladinska iniciativa za izgradnjo 3. razvojne osi. Ena redkih civilnih iniciativ, ki je za, jaz ne poznam katere druge zaenkrat.
se je takrat naredil en ta bistven preskok in hvala Bogu, jaz upam, da bomo stvari peljali v tako smer naprej in zaradi tega se je treba truditi še naprej in delati v to smer, da pospešimo tempo in da tiste mesece, ki so bili mogoče zdajle malo zamujeni, jih pa z naslednjim delom, z umeščanjem in z vsem tem dobimo nazaj in bo res, tako kot je v protokolu zapisano, lahko šlo v izgradnjo tretje razvojne osi do Holmca. Če zdaj preidemo malo na konkretno lokalno raven oziroma vašo občino, dve zadevi bi vas vprašal. Kako je glede, bi rekel, terminskega plana, kdaj predvidevate zaključek te ceste, ki je sedaj neka rekonstrukcija, ki se vrši na relaciji med krožiščema, če tako rečem, od Eurospina pa gor do Špara. Pa eventualno bi kar povezal še vprašanje, glede tečejo določene aktivnosti tudi z urejanjem hudourniške poplavne ogroženosti preval, ker tiste ste imeli kar nekaj težav s temi. Ja, kar se tiče rekonstrukcije ceste med obema krožiščema, to je del celega projekta, katerega del je bil tudi krožišče pri Šparu. Pogodba je bila podpisana lani 22. avgusta, rok izvedbe 150 dni, lahko si sami zaračunate, kdaj bi moral biti že končan. Mi smo zdajle konec septembra, pa na nek način še kar nekaj časa, mogoče 14 dni, malo boljše je že, ker je vsaj grobi asfalt položen zdajle. Ampak računamo, da glavna dela bojo upravljena nekje do konca meseca, potem pa še mogoče pločniki v začetku naslednjega meseca. To so investicije, ki se vlečejo predolgo zaradi tega, ker so izvajalci preveč zasedeni, imajo premalo kapacitet, ker se prijavljajo na vse razpise in ko dobijo razpise, pa iščejo podizvajalce. Ampak seveda s tem se zadeva pri nas ne ustavi. V projektiranju sta tudi projekt rekonstrukcije od krožišča do Štoparja in od Štoparja do Poljane. In računam, da bojo ti projekti nekako v letu pa pol narejeni in potem bo tudi fizična izvedba, tako da bi vsaj ta del, ki je izjemno pomemben od Špara, krožišča Špar do Štoparja, ker pomeni ureditev tudi kolesarke, tam bo tudi del dolinske kolesarske povezave šel od Petrola do mosta na Leše, tako da to je izjemno pomembno in to zdaj projektirajo. Še glede hudournikov. Kar se tiče poplav, letos smo res imeli smolo, 3-krat smo bili poplavljeni. Tudi zaradi tega, ker se v preteklosti ni dovolj vlagalo v sanacijo hudourniških strug. Takoj po teh poplavah, ki so se zgodile, smo uspeli pridobiti finančna sredstva na podlagi razpisov, na podlagi intervencij. Tako da Štefanem potok v zgornjem delu je struga že mogoče 14 dni, pa bo struga končana. V spodnjem delu, kjer imajo pa čez železničarji podhod, pa ta del, mislim pa, da ta teden, konec tedna bojo odpirali oziroma odpirali ponudbe na javnem razpisu in bojo dobili izvajalca, tako da v oktobru računamo, da se bo ta del zaključil in bo potem ta Štefanov potok v tem delu saniran. Hkrati pod glavno cesto je Flisov potok bil saniran, v zgornjem delu pa seveda saniramo tudi Flisov potok v strugo in sanacijo ceste. Ampak investicije so kar reda velikosti. Štefanov potok z vsemi, kar pride zraven, skoraj 1 milijon evrov. Flisov potok tudi krepko čez 500 000 evrov. Res je, da tu smo uspeli z pridobivanjem nepovratnih sredstev in nam še kar uspeva pri sanaciji plazov, ker so pač plazovi tisti, ki so tu tudi nastajali in ki so povzročali tudi del teh poplav. In ko bomo končno zgradili še čistilno napravo s kolektorskim sistemom, bomo seveda malo bližje in malo oddaljenejši od možnih večjih povodenj, tako kot so bile v letošnjem letu. Kot rečeno, 18. novembra bodo zopet občani izbirali župane, svetnike, tudi normalno v občini Prevalje. Pa vas vprašam, boste kandidirali za župana oziroma vložil kandidaturo in nastopil za svojo listo
dr. Matic Tasiča kot županu Alista na tokratnih lokalnih volitvah? Ne, jaz nikoli nisem imel svoje liste in tudi nisem kandidiral z listo. Kandidiral sem s podpisi volivcev, s podporo tudi marsikatere stranke, marsikatere skupine, marsikatere liste ljudi in na tak način bom štartal tudi na naslednje volitve. Nisem osebno prepričan, da ravno potrebujem neko svojo osebno listo. Vse liste, ki bojo kandidirali in ki pridejo v občinski svet, imajo eminentne člane, ljudi, ki se spoznajo na marsikaj, ki se spoznajo na razvoj, na infrastrukturo, na kulturo. In kdorkoli bo prišel v občinski svet, mislim, da se bo dalo lepo delati. Čeprav imaš pač včasih občutek, kot da marsikdo bolj gleda na svoj problem. V občinskem svetu, občinskih strukturah, infrastrukturi je seveda treba pogledati celovito zgodbo. Tam, kjer marsikdo misli, da je največji problem, je pač nek lokalni problem, treba je reševati celoto in do zdaj smo dobro sodelovali. Pripričan sem, da tudi v bodoče, ne glede na to, kdo bodo člani občinskega sveta, kdo bo župan, bo šel razvoj občine Prevalje, tako kot je zastavljen, intenzivno in kvalitetno še naprej. Uspešno volilno kampanjo vam želim in seveda uspeh na volitvah. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala za pogovor in seveda za čas, ki ste si ga vzel, da ste se udeležili oddaje Replika. In vam, spoštovani gledalci in gledalke, pa hvala za pozornost in nasvidenje.